mandat bil veliko boljši, kolikor bi vse politične stranke pokazali vsaj toliko konstruktivnosti, kot je pokazala Slovenska ljudska stranka, ki je to konstruktivnost pokazala tudi z dejanji. Tudi takrat, ko ni bilo najbolj lepo, ko so bila vprašanja zelo problematična in nepopularna. Če bi te konstruktivnosti v tem mandatu bilo več, pripravljenosti na konstruktivnost, najbrž niti predčasnih volitev ne bi bilo in kar je najpomembnejše, najbrž bi rešili veliko več problemov, kot smo jih rešili v tem mandatu. Računate, da se vam bo ta konstruktivnost, recimo vemo, da ste podprli pokojninsko reformo in tako naprej, se vam to obrestovalo na volitvah? Jaz verjamem, da ljudje v Sloveniji vendarle nekaj dajo na konstruktivnost, da dajo na neko umirjeno politiko in da dajo na politiko, ki združuje, ki povezuje. Jaz mislim, da se nam bo to obrestovalo. Morda so kakšne anekdote, zanimivosti, po kateri si boste zapomnili ta leta? Težko bi zdaj kakršnokoli anekdoto izpostavil. Zagotovo je bila pomembna izkušnja tudi v mojem osebnem življenju in izkušnja, ki je ta, da vendarle ni vse tako bleščečo, kot se morda na zven vidi, da je tudi precej umazanih iger in tukaj jaz nisem najbolj doma. Kljub temu verjetno boste se borili naprej, za svoje cilje, vas to ne bo ostalo? Torej, mi imamo svojo držo, imamo svojo pot, svojo politiko, imamo dober delovni načrt za prihodnji mandat z jasnimi cilji in roki in verjamem, da bomo to tudi skozi svoje nastope na soočenjih predočili ljudem in da nas bodo z veseljem vodili. Dobro, še kaj za dodati morda? Ne. Hvala. Še